Spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti prihajajo načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik, upokojeni generalmajor Janez Slapar in upokojeni brigadir Dragan Bavčar. Na prizorišče prihaja zastavni oddelek 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Na prireditveni prostor prihaja poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Polkovnik Janez Gavbe, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Pripadniki rodu zračne obrambe sestave 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe so pripravljeni za vaš pregled. Poroča podpolkovnik Aleš Umek. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, za koga? Za Slovenijo! Spoštovane pripadnice in pripadnike 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, spoštovani gostje, dovolite mi, da med nami pozdravim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Boštjana Močnika. Še posebej pa smo veseli, da so v naši družbi tudi upokojeni generalmajor Janez Slapar,
ki je bil pred 35 leti načelnik Republiškega štaba teritorialne obrambe Republike Slovenije, in upokojeni brigadir Dragan Bavčar, ki je bil v ključnem zgodovinskem trenutku osamosvajanja odgovoren za vzpostavitev zmogljivosti zračne obrambe, ki se je nato razvila v samostojen rod. Pozdrav gre tudi vsem ostalim, ki ste se odzvali našemu vabilu in nas počastili svojo prisotnostjo. Korenine rodu zračne obrambe Slovenske vojske so pognale leta 1991. 9. maja 1991 se je namreč pričelo usposabljanje prvih poklicanih pripadnikov teritorialne obrambe, ki so imeli vpisano vojaško evidenčno dolžnost zračna obramba. Novo vzpostavljena zmogljivost zračne obrambe takrat še ni delovala kot samostojen rod teritorialne obrambe, a z jasno nalogo, da se ključno infrastrukturo in prebivalce novonastale države zavaruje pred grožnjami iz zračnega prostora. Zato na tem mestu posebej pozdravljam tiste, ki ste bili leta 1991 del te velike zgodbe, kateri je posvečena današnja slovesnost. Sedaj pa k besedi vabim poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gavberta. Hvala lepa. Spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major Boštjan Močnik. Spoštovani general-major Janez Slapar, brigadir Dragan Bavčar in brigadir Milan Žurman. Nekdanji pripadniki Slovenskega vojaškega letalstva in zračne obrambe, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe ter ostalih enot Slovenske vojske, cenjeni gostje. Spoštovani zbrani, dobrodošli in lepo pozdravljeni. Danes s ponosom obeležujemo dan rodu zračne obrambe in hkrati pomemben mejnik 35 let od dogodka, ko se je 9. maja leta 1991 pričelo z usposabljanjem prvih poklicanih pripadnikov enot zračne obrambe teritorialne obrambe Republike Slovenije. To so bili časi, ko se je rojevala naša država in ko je bila odločnost posameznikov ključna za njeno varnost in za njeno prihodnost. To je priložnost, da se ozremo na bogato pot, ki so jo tlakovali številni posamezniki pred vami, ter da z občudovanjem prepoznamo, kako močan, strokoven in spoštovan vojaški rod ste danes. V teh desetletjih ste dokazali, da znate odgovoriti na vse izzive časa. Zanesljivost, disciplina in strokovnost ostajajo vaše temeljne vrednote, zaradi katerih predstavljate nepogrešljiv del obrambnega sistema. Danes se nahajate v pomembnem obdobju razvoja. Pred vami je nova faza, faza intenzivnih priprav, usposabljanj in izobraževanj o prihodu novih sistemov zračne obrambe. Ti sistemi prinašajo nove zmogljivosti, hkrati pa zahtevajo še višjo raven znanja, prilagodljivosti in strokovne odličnosti. Prepričan sem, da boste tudi tokrat dokazali svojo usposobljenost, enotnost in pripravljenost za suverenost slovenskega neba. Vaša vloga pri zagotavljanju varnosti zračnega prostora je ključna. V času, ko so varnostni izzivi vse bolj zahtevni, je prav vaša pripravljenost tista, ki daje državi občutek varnosti, zaupanja in stabilnosti. Ob tej priložnosti izrekam posebno zahvalo in priznanje tudi vsem veteranom in nekdanjim pripadnikom rodu zračne obrambe. Njihov prispevek je neprecenljiv in ostaja temelj, na katerem gradimo današnje uspehe. Naj vas tudi v prihodnje vodijo pogum, tovarištvo in neomajna predanost domovini. Ohranite visoko raven profesionalnosti in zaupanja drug v drugega, saj prav to predstavlja vašo največjo moč. O vašem prazniku vam iskreno čestitam in vam želim veliko uspeha na poti nadaljnjega razvoja ter pri uvajanju novih zmogljivosti zračne obrambe. Hvala vam. Hvala vam, poveljnik. Pred mikrofon vabim upokojenega brigadirja Dragana Bavčarja, da nam spregovori o ključnih zgodovinskih trenutkih vzpostavljanja rodu zračne obrambe. Hvala. Spoštovani soborci osamosvojitvene vojne, spoštovani veterani, spoštovani načelnik generalštaba, spoštovani bivši načelnik Republiškega štaba za zračno obrambo, general-major Slapar, brigadir Žurman, spoštovani vsi prisotni.
Najprej iskrene čestitke ob jubileju vsem pripadnikom rodu, tako aktivnim kot upokojenim. Danes se bom posvetil dogodkom izpred 35 let in tistim, ki so temu sledili, po njej predvsem razvoju rodu zračne obrambe. Dejstvo je, da smo takrat bili na pravi strani, na edini možni strani, na kateri ki si jo človek lahko izbere, ko gre za obrambo domovine. Za pravilno razumevanje takratnih razmer je treba razumeti, da je bil pretežni del obrambe, ne obrambe, orožja, opreme, topov, raket v skladiščih pod kontrolo jugoslovanske armade. Enote so imele kadrovsko sestavo 100%, do orožja, do opreme pa ni bilo mogoče priti. Del orožja je ostal v rokah teritorialne obrambe in je bil uporabljen v vojni. Republiški štab teritorialne obrambe v tem času, ki je bil neposredno pred spopadi, pred vojno, ni imel načelnika za zračno obrambo. Prejšnji načelnik, polkovnik Carl, je bil upokojen nekaj mesecev predtem. Predtem je usposabljanje enot rodu zračne obrambe potekalo leta prej. Znana so bojna streljanja na poligonu v Kamenjaku, pa na Slunju, Kamenjak v Istri, Slun pri Plitvicah, in enote zračne obrambe, predvsem topniške enote, so dosegale odlične rezultate. 27. junija 1991, torej naslednji dan po prvih vojnih aktivnostih jugoslovanske armade, je na inicijativo polkovnika Koprivnikarja, tedanjega vodjo prve uprave in člana koordinacijske komisije, Ljubljanska pokrajina zagotovila ekipo strelcev lahkih prenosnih raketnih sistemov za zaščito letališča Brnik. Vodil jo je Dimitrij Perčič in po usklajevanju, ki ga je opravil z Mirom Debeljakom, so odšli na Brnik. Polovanje te skupine je povzel polkovnik Koprivnikar. Izvedli so 3 lansiranja, ki so bila sama po sebi sicer neuspešna, 2 zaradi okoliščine, 1 zaradi odpovedi rakete. Dejstvo pa je, da je bila to prva enota, ki je bila in prva aktivnost znotraj rodu zračne obrambe, ki bi jo lahko pripisali neposrednemu vodenju z ravni Republiškega štaba za teritorialno obrambo oziroma koordinacijske skupine. Aktivnosti protiletalcev so se nadaljevale. Isti dan sledili sta 2 sestrelitvi letal. Ena v zelo nesrečnih okoliščinah v središču Ljubljane na helikopter Gazela s strani 30. razvojne skupine in druga v Igu v sklopu obrambo 510. učnega centra. Uspešna sestrelitev helikopterja Mi-8 s strani vojaka Zorana Drnovška. Ob desantu na Trzin 27. sta bila uporabljena strani jugoslovanske armade 2 helikopterja za izvedbo tega desanta. Teritorialna obramba, enota, ki je tam bila, ni imela orožij za zračno obrambo, da helikopterji so streljali z protioklepnimi raketami. Pred izpadom oklepnih enot iz Vrhnike sta 2 letali MiG-21 napadli barikade v Sinji Gorici. Kot obramba je delovala, ena raketa Strela 2M je bila izstreljena, ni zadela cilja. Aktivnosti pa so se nadaljevale tudi okoli po Sloveniji in v naslednjih dneh je bilo še kar nekaj dejstvovanj, posebej na Kumu, v Mariboru in Slovenj Gradcu. Sam sem prišel oziroma bil poklican 29. junija, najprej na razgovor tedajnemu načelniku, generalmajorju Janezu Slaparju, par minut razgovora pa sem bil zunaj. K sreči sem osebno poznal nekaj tedanjih starih pripadnikov RŠTO-ja, tako da šok ni bil prevelik in sem se vsaj približno lahko znašel. Na dan mojega prihoda sem srečal polkovnika, takrat je bil, mislim, da podpolkovnik Jožeta Kondo, ki so se poznala že od leta 1981, ko sem bil poveljnik rezervne enote 350. polka na Vrhniki. Potem sta se na eni poti razšli. 28. junija je letalstvo 2-krat napadlo, recimo kot primer, enoto na Medvedjeku. Enote teritorialne obrambe na Medvedjeku protiletalskega orožja niso imele. In ne samo to,
Pripadniki enot na Medvedniku niso imeli nobenih izkušenj z delovanjem letalstva, saj se s temi scenariji na vajah niso srečevali. Efekt letalskega napada je bil temu primeren, brez obveščanja o stanju v zraku in dejstvo za zračno obrambo. Dejstvo je, da radarjev nismo imeli. Integracija vseh podsistemov zračne obrambe, normalnega sistema zračne obrambe ni delovala, ker je fizično enostavno ni bilo. O tem nekoliko pozneje. Jedro te raketne baterije oziroma bojne skupine je bilo kasneje preoblikovano in mislim, da v avgustu je preraslo 3. divizion 9. brigade zračne obrambe Republike Slovenije. Evidence specialistov rodu zračne obrambe so bile dobro urejene. Na podlagi njih smo lahko sestavljali enote, formacije enot, problem je bil z opremo. Soborec, prijatelj Jože Konda mi je takrat izjemno pomagal, ker je osebno poznal pripadnike, ki so prišli na stran TO-ja in so se aktivno ukvarjali z sistemi zračne obrambe. Število kadra iz dneva v dan je raslo. Zaradi števila smo se kasneje preselili na Ig, tam je enota bila kar nekaj časa, razen nas par, kateri smo bili v formalni sestavi republiškega štaba. To so bili časi, ko se je moral vsak najprej razjasniti stvari pri samem sebi, potrpežljivost, razumevanje, motivacija sta bila na izredno veliki in visoki ravni. Zaupanje je bilo 100%, tovarištvo je bilo ključnega pomena. Delal sem z ljudmi, ki jih takrat predtem osebno nisem nikoli videl. Že na samem začetku razvoja sistema zračne obrambe smo pristopili dokaj celovito, predvsem pa z neizmerno energijo. Praktičnemu usposabljanju strelcev smo dajali posebej pomen. Že v septembru 1991, torej 2 meseca preden je Jugoslovanska armada odšla iz prostora Republike Slovenije, smo organizirali poskusno bojno streljanje na Baču. Izstrelili smo več raket, ko so jih prej izstrelili leta in leta skupaj. Za cilj smo uporabljali, ker drugega nismo imeli, protiraketno sredstvo Maljutka in na njega smo streljali z protiletalskimi raketami. Strelci morajo doživeti napetost pravega lansiranja in vonja dima ob zagonu pogonskih motorjev. Če se to zgodi šele v prvem resničnem bojnem delovanju, je možnost napake prevelika. Analiza lansiranj med vojno je pokazala, da je večina strelcev lansirala prezgodaj. Da ne govorimo o posameznikih, nažalost civilnih, ki so postopkovno pravilne lansiranja označili kot namensko zavlačevanje ali celo sabotažo. Stroka je prva in upam, da bo tudi v bodoče. Ob koncu 91. smo izvedeli za obstoj trodimenzionalnega radarja AN/TPS-70 proizvodnje Westinghouse. Ameriška vojska ga je planirala za uporabo v operacijah v Iraku. Enega so poslali v Irak, drugi je ostal v skladiščih. To je bilo decembra. Januarja smo se pogovarjali o pogodbi. Februarja je bila pogodba podpisana, marca smo bili na acceptance testu in na testiranju v Baltimoru, aprila je bil dostavljen v Slovenijo, 18. maja je začel operativno delovanje in je deloval naslednjih 20 let z stopno zanesljivosti več kot, mislim, daleč preko 90%. To so bile aktivnosti in projekti, ki so potekali z nadzvočno hitrostjo, danes nerazumljiv način. Ni bilo naključje, da smo pripadnike že leta 1991 intenzivno pošiljali na učenje tujih jezikov. Vzpostavili smo zelo tesne odnose z Izraelom, z ZDA in z Nemčijo. Kasneje pa tudi z večino kot država članica Partnerstva za mir, z večino tedanjih držav Zveze NATO. Pred polnopravnim članstvom smo gostili redno zasedanje NATO-vega odbora za zračno obrambo, kjer smo predstavljali svoje koncepte, ki so bili tudi za zavezništvo zanimivi. Ni naključje, da smo se dogovarjali za usposabljanje na ameriških centrih za usposabljanje zračne obrambe.
Sedanji brigadir Milan Žurman je bil eden od prvih, ki je tako usposabljanje uspešno zaključil. Ni tudi naključje, da smo toliko znanja in energije vložili v koncepte, ki so bili celoviti in vključevali realne rešitve sistema VLZO. Koncept, ki je bil takrat narejen, smo recimo testirali z računalniškim simulacijskim modelom, ki je bil narejen za to potrebo in je približno 50krat smo napadli Slovenijo in pri vsakem scenariju, popolnoma pri vsakem, so bili uničeni radarji dolgega dosega oziroma lokacije prve. Tudi to je eden od razlogov, da smo potem nabavljali lahke taktične prenosne radarske sisteme, kot je bil EL-2106 in kasneje upgradan z 60-kilometrskim dosegom in trodimenzionalnim spremljanjem ciljev v zraku. Če se dotaknem še malo razvoja, dolgoletna praksa v našem obrambnem sistemu, da bolje rečeno vsakokratnih vlad, je bilo dajanje obljub za obdobje, ki se bodo začela takrat, ko bo njihov mandat potekel. In njihovi nasledniki so delali isto. Veliko težavo smo imeli na vsakokratnih sestankih planerjev NATO, ko smo probali dokazati, kako tokrat pa resno mislimo in bomo v nadaljevanju resnično razvoju rodu, tudi zračne obrambe, namenili več sredstev in pozornosti. Z velikim zadovoljstvom spremljam aktivnosti v zvezi z raketnim sistemom IRIS-T. Nedvomno pravilna odločitev, glede na datum dobave, predvidevam, da je kader že izbran in da se usposablja, ker je to srce vsakega sistema. Ne samo zaradi svoje enormne vrednosti, ki ga bo ta država temu namenila, ampak tudi zaradi zagotavljanja, da bo uporabljen na način, kot je to potrebno. Par zadev bi rad še povedal okoli 9. brigade zračne obrambe. V avgustu 1991 je bila podpisana, je načelnik podpisal formacijo za 9. brigado. Ta 9. brigada je imela v svoji sestavi 3 bataljone, divizione, 2, ki sta bila namenjena za raketne sisteme srednjega dosega. Dokler tehnike ne bi dobili, so bili v uporabi lahki prenosni sistemi, kasneje, ko bi bilo to mogoče, bi jih zamenjal srednji sistem. Ta formacija je bila narejena avgusta 1991 z veljavnostjo 1. oktober 1991. Če se malo pošalim, je bila formacija za IRIS-T narejena pred 35, osnova za formacijo IRIS-T narejena pred 35 leti. Zveni malo znanstvena fantastika, ampak tako je to. Vsem želim še enkrat čestitati ob današnjem prazniku rodu. Opravičujem se vsem, ki bi mogli biti omenjeni, pa niso. In izkoriščam priložnost, da oznanim, da polkovnik Konda pripravlja zbornik, oziroma je že v končni izdelavi zbornik Zračne obrambe Republike Slovenije, ki je izjemno obsežen, za katerega pravi, da bo v njemu omenjeno več kot 90% vseh pripadnikov, takratnih pripadnikov, ki so sodelovali pri koncipiranju in razvoju zračne obrambe. Še enkrat vse čestitke in najlepša hvala. Hvala vam. Kvintet orkestra Slovenske vojske nam bo zaigral v tej slovesnosti primerno skladbo Na modrem nebu.
Pevko orkestra Slovenske vojske, hvala za odigrano skladbo. Današnjega slavnostnega govornika, načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Boštjana Močnika vabim, da spregovori nekaj besed o modernizaciji Slovenske vojske. Lep pozdrav vsem prisotnim, kolegi podrejeni poveljniki, generalmajor v pokoju, brigadir in seveda vsi pripadniki, ki stojite v postroju. Danes je zame zanimiv dan, gre tudi za dobro asociacijo, tako kot smo slišali eno globoko, lepo zgodbo strani brigadirja Bavčarja izpred 35 let. Moja asociacija ta trenutek iz današnjega dne je pa slednja. To, kar vidimo danes, to, kar vidim jaz danes, obstaja tudi to, kar bo jutri. Ravno sem prišel iz Beltincev, kjer je vpis mladih nabornikov v evidenco, približno 2500 mladih. Tako da sem prepričan, da med njimi zori marsikdo, ki bo nekoč jutri si povezal na glavo modro baretko in postal pripadnik oziroma del vaše enote. Spoštovani, iskrene čestitke za praznik, za dan rodu in druge obletnice ponovno ustanovite 9. bataljona zračne obrambe. Zahvala predhodnemu govorcu, brigadirju Bavčarju, za povedano. Prav je, da smo oziroma ste, predvsem mlajša generacija, seznanjeni z našo zgodovino, ki nas seveda bogati in imamo osnovo, da smo lahko na njo izjemno ponosni. Od sredine 90-ih let 21. stoletja je v našem evroatlantskem prostoru vladalo dejansko neko optimistično obdobje razumevanja nekega večnega miru, konec nekega obdobja preteklosti, ki je bilo prežeto z napetostjo, kar smo v bistvu občutili vsi od konca druge svetovne vojne, v tako imenovanem obdobju hladne vojne. Tako so države na podlagi strateških ocen verjele v neko geostrateško stanje na območju Evrope in pričel se je 30-letni proces zmanjševanja v kvantitativnem smislu oboroženih sil in temu je bila podvržena tudi v neki obliki seveda naša država. Kljub temu, da smo se v tem vmesnem obdobju seveda vmes vključili v Evropsko unijo in postali tudi članica zavezništva. V Slovenski vojski smo tako namesto prejšnje 9. raketne brigade s 4 bataljoni zračne obrambe ostali zgolj pri 2 lahkih prenosnih raketnih baterijah zračne obrambe. Seveda na srečo, tudi zaradi ljudi in želje smo obdržali in celo naprej razvijali 16. nekdaj bataljon, nato pa center za nadzor kontrolo zračnega prostora. Pred približno 12 leti, ko se je zgodila ruska aneksija polotoka Krim leta 2014, očitno nasplošno to ni bil dovolj prepoznan indikator, kaj se obeta v prihodnje, v predprostoru Evrope. Oziroma, da je nek čas relativnega navideznega mirnega stanja dejansko klican k nekemu koncu. Ampak kljub temu so se države članice zavezništva prebudile dejansko šele oziroma tik pred neposredno agresijo Ruske federacije na Ukrajino februarja 2022 in ugotovile, da so pravzaprav vojaško delno pripravljene na klasično kinetično delovanje oziroma na novo nastale grožnje, ki so z 20-letnega načina ekspedicijskega oziroma, če želite, asimetričnega delovanja zopet postale konvencionalne. Tako se je tudi v Slovenski vojski že marca 2022 na podlagi ocene možnih groženj strateškim posvetom o zračni obrambi izoblikovalo in utrdilo mnenje o potrebnem zagonu in ponovni vzpostavitvi opremljanja rodu zračne obrambe. Od takrat naprej, ob jasno izraženi in trdni politični podpori, kateri smo priča še danes, razvoj poteka skladno z načrti in je tudi finančno zagotovljen. Na podlagi študije o celovitem sistemu zračne obrambe, primernem za Republiko Slovenijo, ter potreb po opremljenosti in organiziranosti, smo predlani tako ponovno vzpostavili 15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe in znotraj nje 9. bataljon zračne obrambe. Konec leta 2022 je sledil pristop k nemški pobudi za evropski zračni ščit, tako imenovan ESI, v okviru katerega smo se odločili za nabavo 3 baterij zračne obrambe srednjega dosega IRIS-T SLM, ki bo tvoril hrbtenico celotnega sistema.
Ministrstvo za obrambo je začelo z razvojem mobilnega topniškega sistema zračne obrambe zelo kratkega dosega, v osnovi namenjenega obrambi pred sistemi brezpilotnih zrakoplovov. Vršijo se intenzivne raziskave tržišča s ciljem nadaljnjih nabav raketnih sistemov kratkega dosega, zamenjava lahkih prenosnih raketnih sistemov, senzorjev zaščite pred sistemi brezpilotnih zrakoplovov in ustreznega sistema poveljevanja in kontrole. 16. CNKRPZ je pričel delovati v novih, ustreznejših prostorih v minulem obdobju z vztrajnim in neprestanim izpopolnjevanjem tako opreme kot znanja znotraj zavezništva, kjer je aktivno vključen in je pomemben člen NATO-vega sistema integrirane zračne in protiraketne obrambe. Skladno s predvideno teritorijalno razmestitvijo in izgradnjo zmogljivosti se intenzivno dela na postopkih izgradnje nove ustrezne infrastrukture, ki bo pripravljena in prilagojena za nove visokotehnološke sisteme zračne obrambe v Republiki Sloveniji. In seveda najpomembnejše. Brez vrhunsko usposobljenega, izurjenega in motiviranega moštva in vsakega posameznika znotraj slednjega oziroma vojaškega voditeljstva na najvišji ravni je vsaka še tako moderna tehnologija neučinkovita. Tako že nekaj let izvajamo različne vrste izobraževanj, usposabljanj in jih izvajate tako doma kot v tujini, poteka pa tudi intenzivna popolnitev 9. bataljona z novimi, ustreznimi kadri. Pripadnice in pripadniki 9. bataljona zračne obrambe in 16. CNKZP-ja. Želim in seveda tudi pričakujem, da boste poleg upravljanja svojih osnovnih dejavnosti največ svoje pozornosti dajali pozitivnim medsebojnim odnosom ter socialni in organizacijski klimi, za kar so odgovorni vsi, ne glede na način. V največji meri pa seveda vaši voditelji, poveljniki na vseh ravneh. Ključ dobro delujoče vojaške enote je trdna kohezivnost, ki se prelije v uspeh vojaških enot pri izvajanju zastavljenih vojaških nalog. Še enkrat iskrene čestitke za praznik željo, da boste svoje poslanstvo izvrševali zavzeto in profesionalno, bili takšni, kot smo radi vojaki, skromni, a hkrati motivirani, s ciljem graditve uspešnih, učinkovitih vojaških kolektivov, ter predvsem skromnim zavedanjem in seveda odgovornostjo, da smo vsi pripadniki in pripadnici Slovenske vojske v službi domovine in odgovorni našim državljankam in državljanom. Srečno! Hvala vam, načelnik. Kvintet orkestra Slovenske vojske nam bo zaigral melodijo Pozdravljena Slovenija. Kvintetu orkestra Slovenske vojske se zahvaljujemo za zaigrano melodijo. Sledi povišanje vojaka 9. bataljona zračne obrambe.
Na podlagi ukaza o povišanju vojakov 9. bataljona zračne obrambe številka 811/4 skozi 2026-34 z dne 2.4.2026 se v čin naddesetnika poviša desetnik Aleš Sluga. Praporščaka Boštjana Turka prosimo, da mu podeli čin. Poveljnico 9. bataljona zračne obrambe pa prosim, da se mu pridruži ob tem za vojaka izredno pomembnem dejanju. Desetnik Aleš Sluga naj pristopi. Iskrene čestitke za povišanje v čin naddesetnika. Ob tako pomembnem prazniku je prav, da se izpostavi tiste, ki so se v preteklem obdobju najbolj izkazali. Na vrsti je razglasitev najboljšega podčastnika in najboljšega vojaka v 16. centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora in 9. bataljonu zračne obrambe za leto 2025. Na podlagi odločitve odbora 16 CNKZP in 9 BZO za izbor najboljšega podčastnika in vojaka za leto 2025 številka 8041/8 skozi 2026 do 65 in 66 z dne 22.4.2026 so bili na nivoju 16 CNKZP in 9 BZO izbrani. Za najboljšega vojaka 16 CNKZP naddesetnik Erik Elezovič. Za najboljšega vojaka 9 BZO naddesetnik Aleš Sluga. Za najboljšega podčastnika 16 CNKZP štabna vodnica Špela Balderman. Za najboljšega podčastnika 9 BZO višji vodnik Peter Kostanjšek. Praporščaka Boštjana Turka prosimo, da podeli priznanje. Poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe pa prosim, da se mu pridruži. Za prejem priznanja naj pristopita naddesetnik Aleš Sluga in višji vodnik Peter Kostanjšek. Naddesetnik Erik Elezovič in štabna vodnica Špela Balderman sta danes zaradi službenih obveznosti na žalost odsotna. Priznanje jima bo vročeno naknadno. Iskrene čestitke prejemnikom priznanj. Sledi himna Slovenske vojske. Mirno, pozdrav.
Ames, odmor. Ames, prosto. Prizorišče slovesnosti zapušča zastavni oddelek 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Enotki, mirno, čas in pol, zdrav. Mirno. Ames, odmor. Ames, prosto. Prizorišče zapuščajo načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik, upokojena generalmajor Janez Slapar in brigadir Dragan Bavčar ter poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Enotki, mirno, čas in pol, zdrav. Mirno. Ames, odmor. Ames, prosto. Spoštovani pripadniki in pripadnice 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, cenjeni gostje. Uradni del današnje slovesnosti je tako zaključen. Preostane mi le, da se zahvalim vsem skupaj in vsakemu posebej, da ste nas počastili svojo prisotnostjo ter tako dali dogodku pomen, ki si ga zasluži. Iskrena zahvala gre tudi kvintetu orkestra Slovenske vojske. Goste vabim na pogostitev in druženje. Vsem skupaj želim prijetno druženje in lepo praznovanje Dneva zračne obrambe. Enotki, prosto. Prosim pa še nekaj. Čakaj, rečem, da vklopijo. A nam še malo nekaj vklopite? Prosim nekdanje pripadnike 9. bataljona zračne obrambe, da se pridružijo pred govornico za eno skupinsko fotografijo.